Pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke in dobrodošli v naši družbi. Splet, internet, svetenih takih neznank, morje nekih nam neznanih odgovorov, zaenkrat in do danes. Marsikdo si namreč sploh ne zna predstavljati, kaj vse se skriva za spletnimi stranmi, kako se jih postavlja, kaj vse je tam potrebnega, da je spletna stran pač takšna, kot mora biti, učinkovita. In še dobro, da je danes z nami v družbi Sašo Palčič, direktor agencije za digitalni marketing Madwise Performance. Lepo pozdravljeni, Sašo. Živo. Odkot ste prišli zdaj, da najprej razbijeva let? Odkot ste prileteli? Pripeljal sem se v Ljubljane, na cesti ni bilo nobene gužve. Vse super. To je že dobra novička, da povemo, da tudi ljudje so očitno zdaj v službi, ne samo na cesti. Dobro, trd oreh na začetku morava razbiti oziroma streti, ker sem začela že uvod s spletnim marketingom. Čisto tako, da poskušava razložiti našim gledalcem, kaj točno je spletni marketing, s čim se vi pravzaprav ukvarjate. Spletni marketing je, včasih smo mi vsi živeli pač v offline, torej pred televizijo, na radiju. Danes pa, če se v bistvu sprehodiš po ulici, lahko vidiš en kup enih ljudi, ki uporabljajo telefone. Večina ljudi večino časa v dnevu dela na računalnikih. In spletni marketing je v bistvu nek drugačen svet, ki obstaja vnotraj z naprav, na katerem se v bistvu ljudje pač povezujemo. In danes, ker je večino ljudi so tam gor prisotni, pa naj ali pišejo maile, ali pa mogoče uporabljajo Facebook, ali pa objavljajo slike na Instagramu, si skoraj več ne moremo privoščiti, da tam pač nismo prisotni. Spletni marketing pa v bistvu pač pomeni, da na tem kanalu, torej na spletu, podjetja komunicirajo, nagovarjajo s svojimi ljudmi, ker danes za to, da lahko prodajaš in uspešno posluješ, moraš biti tam, kjer so tvoje stranke. In trenutno so večina njihovih strank na spletu. No, ampak da začnemo čisto v bistvu če lahko rečem za primerjavo, da malo pogledava zgodovinsko, recimo, če so nekoč pa ljudje samo reklamirali svoje podjetja, svoje dejavnosti, obrti preko ust, da je to tako letelo. Potem so bili reklamni panoji, potem radio, televizija. Kako bi danes razložili to primerjavo? Kako danes to izgleda na internetu? Včasih je bil lastnik trgovine tudi glavna točka, informacijska točka, tja so ljudi hodili in so se izobraževali in na koncu tudi kupili. Danes ljudje na spletu, predno se odpravijo v trgovino, oni se raziščejo, se informirajo. Običajno, ko pridejo v trgovino, vejo včasih tudi več kot ve prodajalec. In vse to je v bistvu pač spletu mogoče, ker na spletu obstajajo reviewje, obstajajo ocene trgovin. Jaz danes, kadar grem jesti, recimo uporabljam platformo, ki se imenuje TripAdvisor, ki meni pove, kam ne gre jesti, kakšna je ocena tam hrane, pokaže mi sliko te hrane, pokaže mi približno ceno in se jaz lahko odločim, koliko sem za hrano pripravljen plačati. Danes je v bistvu splet tako zelo v bistvu se vpil v vse pore našega življenja, da nekateri ljudje, ne vem, običajno, ko vstanejo, prva zadeva, ki jo naredijo, vzamejo v roke telefon. Pa naj se ga bo zato, da ali ugasnejo budilko, da mogoče pogledajo, kaj so v bistvu odgovorili prejšnji večer v bistvu njihovi kolegi, pogledajo vreme, pogledajo, kakšni sestanki danes čakajo, potem se v bistvu odpeljejo v službo, v službi odprejo računalnik, na poti domov spet vzamejo v bistvu telefon, ko pridejo domov spet vzamejo tablico in si v bistvu danes brez interneta skoraj ne moremo več predstavljati življenja. In kar sem hotel povedati, to vlogo, ki je včasih upravljal v bistvu ta lastnik lokalne trgovine, ker je bilo običajno v celi vasi ena sama, danes upravlja v bistvu en kup spletnih strani, spletnih trgovin in tako nenormalna velika ponudba, med katero lahko v bistvu ljudi izbirajo. Ampak jaz še vedno recimo, oziroma zdaj kot strokovnjaka lahko vprašam, kaj pa podjetje, naš lokalni mesar, sadjar, zelenjavar, ki nima spletne strani? A to sploh še obstaja? Priznam, nisem šla niti poskusiti, ampak a obstaja še danes še vedno neko podjetje, nekdo, ki nekaj ponuja, pa da nima spletne strani? Mogoče niti Facebooka nima. Tako kot vsak, ki se recimo kdaj ukvarja s kuhanjem, ve, da vsak nož ni primeren za vsako vrsto. Imamo nože za meso, nože za zelenjavo, nože za kruh, nože za pršut. Je podobno tudi spletnim marketingom. Spletni marketing je sicer super zadeva, ampak ga je treba pač pogledati, za koga je primeren in za koga ne. Recimo vsak, ki je kdaj prenajel stanovanje, lahko ugotovil, da je dobrega parketarja neverjetno težko dobiti. Zato, da mi rabimo dobrega parketarja, običajno vprašamo svoje kolege,
kdo je tebi v bistvu polagal parket ali pa mogoče kdo je tebi menil vodovodno napeljavo. Ker pomeni, še vedno obstajajo poklici in potem tega parketerja čakaš tedne in tedne in si neverjetno vesel, ko on končno pride. Ker pomeni, še vedno obstajajo poklici, ki brez problema delujejo tudi brez spletnega marketinga. Pa naj si bo ta naš lokalni parketar ali pa naj bo to mogoče pač vodovodar ali pa ta mesar, ki ga vi omenjate. Ampak na drugi strani pa obstajajo v bistvu pa tudi podjetja in poklici, ki pa v bistvu danes brez spletnega marketinga ne morejo. Ker ste ravno dama, recimo dame so primer, včasih so večinoma kupovali v bistvu v fizičnih trgovinah, danes kupujejo vedno več online. Ker pomeni pač gospa, gospodična, kakorkoli pride domov, se ne rabi odpravljati v bistvu v trenir, ki lahko ona v bistvu na svojem telefonu malo pogleda, kakšna je ponudba, ki ima mogoče kakšno znižanje, si z enom klikom v bistvu to zadevo naroči in jo ima čez dan 2 doma. Če mogoče zadeva premehno, ni prave barve, spakira nazaj in pošlje nazaj. In v bistvu, ker splet predvsem omogoča neverjetno večjo ponudbo, ker meni, da lahko danes nekdo, ki želi kupovati, kupuje kjerkoli na spletu. Za svojo kreditno kartico lahko kupi karkoli, ti lahko danes od doma kupiš avto, brez da bi se fizično kadarkoli v bistvu odpravil v trgovino. In to so neke te razlike, ki v bistvu pač vplivajo, ampak tako, kot sem rekla, torej lokalni mesar več kot očitno ne rabi spletne strani. Zakaj bi se jo v bistvu sploh postavljal, ne? Specifika mesa je mogoče tudi to, da ga je malce težje pošiljati po pošti, pa mora biti v nekih specialnih, pod nekimi specialnimi pogoji, da mora reči en tak podoben primer je vse zadeve, ki so težke. Recimo kamen za ograje bomo mi zelo težko naročili prek spleta, ker ga je temu, ki ga prodaja, preprosto se mu ne splača pošiljati kamna prek spleta, ker bo pošta ali pa DHL, da mu to pošilja računov preveč. Ker meni, da še vedno obstajajo poklici, ki mogoče ne bo imel toliko nanje vpliva splet. Še vedno pa se bomo, če ga že ravno ne bomo kupili kamna prek spleta, se bomo pa saj poinformirali, kdo ga prodaja, kakšne so cene, kakšne kamni obstajajo. Tako da za nek korak v nakupnem procesu pa splet zagotovo pride prav. Tako da, če bi zdaj lahko rekla za nek odstotek vseh ljudi, ki nekaj ponujajo, morda manjše izdelke, bi vseeno, če bi nekdo kolebal ali ja ali ne spletno stran, bi mu jo svetovali. Dajte si jo postaviti, če ne drugega, zato da se ljudje lahko informirajo, da vas najdejo, da vedo, kje je vaša lokacija, recimo. Mislim, poglejte, včasih so obstajali recimo te kupončki, neke take ogromne revije s popusti, pa s predstavitvami podjetij. Jaz tega recimo ne vidim več. Ker pomeni, da če bo danes nekdo nekaj potreboval, bo ali vprašal svojega prijatelja, ali pa se odpravil na splet. In zdaj, ali sem jaz frizer, mesar, želim prodati avto, ali pa 100 piščancev, če ne bom obstajal na spletu, med taki bo želel kupiti teh mojih 100 piščancev, preprosto ne bo najdel. In splet rabimo predvsem zato, ker ko se mi odločimo, da bomo danes kupili, gremo vsi na isto mesto, na Google. In tam štartamo v bistvu svojo iskalno pot. In iščemo, preverjamo, beremo revije, gledamo, kateri izmed teh, ki nam je Google predlaga, potem najbližji, kjer ima najboljšo ceno. Tako da zelo težko v bistvu se danes, če ima torej nekdo svoje podjetje in bi želel, da ga njegove stranke najdejo, to je bistvena zadeva. Ni to, da ti imaš podjetje, super, ne rabiš spletno, ampak če pa ti želiš danes biti uspešen, si pa zelo težko brez spletne strani. No, pa zdaj, ko sva ravno že prišla do spletnih strani, da so skoraj da nujne, bova kar rekla, ne, tako za manjšega kot večjega podjetnika, kot nekoga začetnika ali pa naprej, bi zdaj čisto iz lastne izkušnje štartala. Recimo, se mi je večkrat že zgodilo, pa lahko dam primer zadnjič, ko sem iskala informacije, ko sem se nekaj pripravljala, iščem po računalniku, me vržejo ključi do neke spletne strani. Na tisti spletni strani pa sem se enostavno zgubila. Ok, potem je bil CTRL-F in iskanje po ključnih, ampak na živce mi je šlo. Spletna stran je bila nepregledna. Kako pomembno je, oziroma vi se s tem ukvarjate, kaj torej svetujete, kako naj bo spletna stran pregledna, kaj so tiste točke, ki ljudi največkrat zmotijo, recimo tako kot je mene, neka tista nepreglednost? Torej, temu, s čemer ste se vi srečala, mi temu strokovno rečemo uporabniška izkušnja. Mi torej želimo, da ima naša potencialna stranka kar najboljšo uporabniško izkušnjo. Kar v praksi pomeni, za vas bi bilo super, da ko ste vi prišli na to vašo spletno stran, da bi vi najhitreje lahko najdla ali te informacije, ki ste jih iskala, ali pa neko navigacijo, nek navigacijski sistem, kako boste vi v bistvu na neko to spletno stran znajdla. In spet, če v bistvu potegnemo pač neko analogijo, recimo, ne vem, včasih ta stara karta, pa zemljevid je vedno v kotu imela neko legendo. In s to legendo smo mi v bistvu to karto lažje uporabljali. Na podoben način mora biti tudi današnji, ali pa vzamemo nek drug primer, vsak izmed nas ima v bistvu doma daljinski upravljalnik za televizijo. 90% ljudi razen gumba za premikanje kanalov in pa gumba za povečanje glasnosti tega ne zna uporabljati. Ker je v bistvu uporabniška izkušnja
izkušnja tega delilca tako zelo zapletena, da je v bistvu noben ne gleda. Ali pa recimo naslednji tak primer, vsak izmed vas ali pa od nekih gledalcev verjetno uporablja svoj telefon. Nobeden izmed nas ni šel prebrati navodila za telefon, pa so verjetno napisana na nekaj 100 straneh. Zato, ker v bistvu so telefoni tako intuitivno narejeni, da v bistvu ga ti odpreš in ga začneš uporabljati in zadeve stojijo skupaj in je ful enostavno. Na drugi strani, pa če temu ni tako, pa mi ne bomo tega uporabljali. In zaradi tega je zelo pomembno, da imajo podjetja potem na svojih spletnih stranih nameščeno analitiko, to je v bistvu pač neke podatke, na podlagi katerih lahko spremljajo, ali ljudje to uporabljajo, ne uporabljajo, katere strani uporabljajo več, katere strani uporabljajo manj, kje se boljše znajdejo, kje se manjše znajdejo. Ker je prednost spleta je to, da v bistvu lahko mi vse, kar se tam dogaja, meri. In je zelo pomembno, da bi lastnik te spletne trgovine ugotovil, poglej, pri nas pa je bil nekdo, ki je tam ni našel tega, ker je skon je ful hitro šel, ker zdaj on ve, da mora nekaj spremeniti. Zdaj, ko smo ravno pri trgovini, no pa da najprej povzamem za naše gledalce, torej pogovarjamo se o spletnem marketingu, o tem pravzaprav, kaj vse nam splet nudi. Verjetno velikokrat niste niti pomislili na to, da bi si kakšne informacije, kakšne izdelke, produkte poiskali kar preko spleta. Morda ste zašli na internet čisto slučajno, pa ste se potem izgubili v poplavi informacij. Danes se pogovarjamo točno o tem, kako torej te spletne strani narediti čim bolj, bomo rekli, učinkovite, takšne, da se bodo ljudje na njih znašli tako, kot je treba. Ne? Pa morda celo brez navodil, ne rabimo kakšnih 100 stranskih navodil. No in zdaj smo v spletni trgovini. Zopet moja izkušnja. Priznam, jaz nisem nek računalniški, kako bi ti mu rekla, zelo pismen človek, ampak nek tisti srednji uporabnik, toliko, da približno znam. Ko pridem do spletne trgovine, pa se mi zgodi, zdaj pa najprej prijava, niste še prijavljeni, pojdite se najprej registrirati in potem še 5 korakov, da do nekod pridem. Ko me mine, in rečem, hvala lepa, nasvidenje. Zdaj, ko vas imam tule, vas moram tako izkoristiti. Je kakšna bližnica, da se ne rabim registrirati in ne vem, koliko korakov še delati? Zdaj, to, ko omenjate, da ste vi pač povprečen uporabnik spletne trgovine, nisem očitno. Ali pa povprečen uporabnik spleta, tudi večina vseh ostalih v resnici je. Torej, danes splet ne uporabljajo samo v bistvu nabriti 18-letniki, ki v bistvu znajo pretipkati po telefonu kot pa hoditi in v bistvu so se skoraj rodili s telefonom in položenim v zibko, ampak uporabljajo tudi 30-letniki, 40-letniki, 50-letniki, mogoče že generacije ljudi, ki ko so oni še živeli ali pa opravljali neko svoje delo, splet še ni bil niti v takem razcvetu, ker pomeni, da se morajo oni tega dodatno priučiti. Ker pomeni, da mi lahko sklepamo, da so naši uporabniki bolj nevešči kot pa vešči. Zdaj, to, kar vi v bistvu pač vse razlagate, bi v bistvu, torej, lastnik te najne spletne trgovine, o kateri vi razlagate, bi rabo zdaj tle zdrav naju sedeti in on vse to slišati. Ne? Ker če on ne ve, da imajo njegove stranke v njegovi trgovini težavo, je on ne more odpraviti. V idealni situaciji, potem, ko se nekdo potrudi, da vas je spravil na spletno stran, zdaj, ali s tem, da je imel dobro vse optimizirano, ali z nekaj ste klikali na neko glas, kakorkoli, je potem res škoda, da v bistvu ta uporabnik ne naredi tega, kar on hoče na najbolj možen enostaven način. Ker pomeni, da ko vi uporabljate spletno stran, je idealno, da so gumbi točno tam, kjer jih vi pričakujete. Da v bistvu, če vi se nočete registrirati, da vam lahko reče spletna stran, ok, ne rabite se registrirati, potem vas lahko anonimno damo čez. Jaz sicer razumem, zakaj v bistvu lastnik spletne trgovine želi, da se vi registrirate, ker na ta način dobi od vas podatke, pa vam potem lahko pošlje še kakšen mail, pa vam še kdaj proba kaj prodati. Ampak na drugi strani pa, če imamo segment uporabnikov, ki pa ne želi se registrirati in ne želi dati podatkov, je pa naš bistveni cilj vendarle njemu prodati. In z tega namena je fajn, da imamo možnost, da lahko nekdo to preskoči in gre takoj direktno v samo nujno potrebno oddajo podatkov za to, ker pomeni oddajo naslova, opis kreditne kartice in dobiš ti na dom. Ampak tle se mi pa zdi, da je pa se pa vsak lastnik ali pa upravitelj spletne trgovine odloča za kako se bo tega lotil. To je tako, kot spet par avtih. Imamo poceni avte, boljše avte, terence, takšne avte. Tudi tukaj imamo različne spletne trgovine. Torej spletne trgovine, ki so za en jezik, za eno državo, za en produkt, sam za čevlje, za vse, kar vi rabite za obleč, ki so bolj kompleksne, manj kompleksne, hitreje, počasneje delujejo, tako raznolikost je. Tako, kot spet, če vzamem primerjavo za navadno trgovino, verjetno se v Hoferju bolj znajdete, kot pa v Mercatorju, ali pa v Mercatorju imajo pa ful lepše postavljene produkte, potem v Lidlu imajo pa v bistvu ful dober parking, vsaka ima pač neke prednosti, neke slabosti in stranka se na koncu pač odloča, kaj mi pač bližje, oziroma kam bojo pač rajši zahajala. In tam, kjer so vas v redu, dajmo reči, poservisirali, tja se zagotovo potem z veseljem spet vrneš. Nimate pa vi recimo izkušenj, oziroma kako bi svetovali
glede na tempo ljudi, glede na to, da smo danes kar precej nervozni v smislu, da želimo čim prej vse, ne, bi nekomu vi, recimo, ker se s tem ukvarjate, svetovali, dajte to rajš narediti tako, da človek 2-krat poklika in pride not v trgovino, ali bi mu glede na njegovo dejavnost svetovali rajši daljše korake? Ne vem, sem zdaj to zelo laično opisujem, ker si tako nekako... Jaz bi predlagal, tako kot sem rekel, splet nam omogoča, da vse, kar se dogaja na spletu, merimo. Ker meni, če lahko merimo, lahko tudi testiramo. Najboljša situacija bi bila, da ko nekdo naredi spletno trgovino ali pa na spletno stran, reče svojim 5 potencialnim strankam, živo, jaz dam vsak izmed vas v bistvu kupon za 20 € nakupa, vas bi pa prosil, če lahko zdaj tlele malo klikate po tej moji spletni strani, pa jaz bom gledal, kako se vi sprehajate po moji spletni strani, pa si naredil 3 zapiske in se vmes naučil, kje se vi izgubite, kje ne najdete košarce, kje ne veste, kje se spremeni velikost in je najboljša varianta, da torej na spletu ne ugibamo, ampak kar največ vsega merimo, testiramo, preverjamo, ker nam to splet pač obstaja orodja, ki nam vse to lahko omogočijo. In točno to vi torej počnete v svojem podjetju, ko postavljate Tako, mi se torej v bistvu podjetjem pomagamo postaviti torej take spletne strani, v katerih se ljudje pač kar najlažje znajdejo. In če se najlažje znajdejo, potem lažje kupijo, se z večjim veseljem vračajo, jih mi lažje prepričamo, z večjim veseljem priporočajo to svojim prijateljem, ker meni, da želimo, da imajo kar najboljšo izkušnjo. Ker se verjetno lahko vi pač sami vemo, ne, da slab pregovor gre kako že, ne vem, za 9. goro, dober pa za 9. vas. Ker meni, da kakšna je naša izkušnja, je zelo pomembno. To, kar vi meni razlagate, da ste imela ne toliko uspešno izkušnjo v eni spletni trgovini, pa ne toliko uspešno izkušnjo v bistvu na neki spletni strani, to boste zagotovo povedala še svojim 5 prijateljicam. Ne, in ta zadeva gre neverjetno hitro okoli. Drži, tako da, če imate slučajno svoje spletne strani, svoje spletne trgovine, potem so vam današnje informacije lahko še kako pisane, bom rekla, na roko oziroma na računalnik oziroma na vašo spletno stran. Uporabite jih, izkoristite jih, marsikaj zanimivega danes namreč smo že izvedeli, pa še bomo. In zdaj bi se rada dotaknila, ne vem, če ste pravi naslov, me boste seveda, boste rekli, ne, Žana, v napačno smer greš, ampak še vedno se mi zdi, da veliko ljudi glede spletne prodaje imajo neke zadržke zaradi plačevanja preko interneta. Kakšne pa imate s tem izkušnje oziroma kaj tu ljudem lahko svetujete, če ne vem, se pravim, ne vem, verjetno imate neke izkušnje s tem. Torej, v preteklosti, da mu rečem, na nekih samih začetkih spleta je bilo ogromno nekih spletnih zlorab. In se mi zdi, da pri ljudeh še vedno vlada nek ta strah, joj, kaj pa bodo naredili z mojo kartico in pa, ali da mi ne bojo kaj vzeli dol. Jaz mislim, da z tega vidika je fajn, da nakupe opravljate pri znanih, prepoznavnih, uveljavljenih trgovcih. Mene recimo pri nakupovanju na Big Bangu ne skrbi, da bojo oni meni karkoli naredili z mojo kartico, ker jaz mislim, da je podjetju njegov ugled mnogo bolj pomemben kot to, da meni vzamejo nekaj malega denarja dol za kartice. Oziroma je ugled tega podjetja mnogo več vreden. Enako me ne skrbi, da bo naredil Mercator, enako me ne skrbi, da bo naredili mimo vrste. Sicer je v bistvu vsako podjetje ima, ali pa bi priporočal, da ima na spletni strani napisane neke certifikate. Ali pa recimo, ko vi v bistvu torej v to vrstico, kjer vi vpišete to www.mimovrste.si karkoli, je zraven tistega levo od tega lahko narejena taka zelena ključavnica, kar pomeni, da smo mi na neki varni spletni strani, ali pa te ključavnice ni. Fajn je, da vedno pogledate, da ste na točni tej spletni strani, v kateri vi želite, da ste, in da je tam zraven ta zelena ključavnica, da je to v bistvu nek partner, v katerega vi verjamete, in pa da ima on napisane neke certifikate, pod katerimi v bistvu posluje, oziroma da vi veste, da ste te vaše podatke ne bojo zlorabili. Zdaj, če gremo spet še en korak naprej, če pa mogoče zaidete na neko spletno stran nekoga, ki ga toliko ne poznate, greste pa mogoče pogledati, če ima to podjetje Facebook, pa greste pogledati njihov Facebook, pa vidite, ali je to pravi Facebook, ima to podjetje tam neke fene, mogoče pogledate med komentarje, se mogoče tam piše med komentarji, da pa v bistvu oni, ne vem, ima nekdo slabo izkušnjo ali pa izvajajo zlorabe, Google ima v bistvu take komentarje, Facebook ima take komentarje. V tem primeru, če se torej odpravite na spletne strani nekoga, za katerega niste prepričani, da bi mogoče pa lahko prišlo do zlorabe, je pač treba narediti malce več v bistvu neke raziskave, da se lahko prepričamo, da so naši podatki varni. No, to je kar koristen komentar. Zdaj priznam, da sem jih že kar nekaj za sebe tudi dobila na nazadnje. Verjamem, da ste jih dobili tudi vi, dragi gledalci, drage gledalke. Pa, ko sva ravno pri Facebooku, dobra iztočnica, ker sem želela v bistvu vprašati,
je dovolj, če ima neko podjetje ali pa smo lahko dovolj, ga vzamemo za dovolj zanesljivega, če ima samo Facebook stran, torej nima spletne strani, ampak samo uradno stran na Facebooku. Je to enako ali kako vi na to gledate? Zdaj, moj predlog bi bil, da ima podjetje tako Facebook stran, kot tudi stran na Googlu. Kot sem že prej omenil, večina ljudi začne svojo nakupno pot na Googlu. In če nas na Googlu ni, nas z veliko verjetnostjo nas bojo teže najdli oziroma nas bo nekje niže v seznamu zadetkov se bo pojavila ta naša Facebook stran. In na drugi strani, če pa nas nekdo se odpravi iskat na Facebook, je fajn, da smo prisotni tudi tam. Dajmo reči, da sta to v bistvu dve različne platforme, ki služita nekemu različnemu namenu. Fajn je, da ste saj na eni izmed teh, če se le da na obeh. Zato, da v bistvu nekdo si postavi Facebook stran, ga to ne stane nič. Vzeti si mora nekaj časa, spisati tekste, naložiti slike in ima svojo Facebook stran. Zelo podobno so tudi stroški vzpostavitve, če se nekdo odloči, da bo to počel sam na Googlu, zelo enostavni. Ne vem, kupi v bistvu neko WordPress temo, naloži notre podatke, postavi na neko domeno, zakupi domeno, mislim tako za nekaj 100 evrov ima v bistvu to vse lahko narejeno sam. Kar pomeni, da stroški tega v bistvu niso tako zelo veliki in če se nekdo sploh, če pa spet, ko so ravno pri primerjavah, če želiš ti imeti svojo fizično trgovino, najem trgovine, oprema trgovine, vsa ta zaloga, te stane v tisočih in 10.000 evrih. Zato, da si ti na Facebooku postaviš svojo predstavitveno spletno stran in pa na Googlu postaviš neko spletno stran, so v bistvu stroški minorni v primerjavi s tem, kot če bi želel imeti pravo fizično trgovino. Tako da v bistvu lahko deluješ od doma in imaš Facebook oziroma spletno stran. Ja, to koristne informacije tako za tiste, ki se odločajo ali bi se lotili spletnega prodajanja in pa seveda za tiste, ki pa morda že kot nakupovalci že nakupujejo preko spleta, preko Facebooka. In še vedno ostajava pri Facebooku, sem zasledila, da obstajajo tudi interaktivne oddaje, pravzaprav jih vi tudi vodite. Kaj v bistvu v teh oddajah vi dobite odgovor, torej tudi od ljudi? Je to tudi kakšna pomoč, recimo, če imaš neko dejavnost, da vključiš tudi takšne oddaje, naprimer, ne vem. Zdaj, vsak, ki se želi iti nek posel, bo lahko ugotovil, da najtežja zadeva je vedno dobiti stranke. Sploh je težko dobiti v bistvu prve stranke. Pričemer je bilo v bistvu to včasih še mnogo težje, kot je težko danes. Kot rečeno, kot se zdaj pogovarjava, zato, da nas ljudje najdejo na Googlu, moramo tam najprej obstajati. Zato, da nas nekdo najde na Facebooku, moramo tam v bistvu najprej obstajati. In ko mi že enkrat obstajamo, je zato, da mi začnemo ustvarjati neko vsebino, pisati bloge, novice, recenzije, neke how-to vodiče, nam v bistvu vsaka izmed teh platform to omogoča. Ne rabimo v bistvu mi dela ali pa nekega ogromnega portala, mi samo začnemo pač ustvarjati. In na zelo podoben način so te velike platforme, recimo Facebook, pa zdaj začenja tudi LinkedIn, postavili skupaj neko funkcionalnost, ki jo Facebook recimo poimenoval Facebook Live, LinkedIn poimenoval LinkedIn Live, v praksi pa to pomeni, da v bistvu potrebuješ svoj telefon, potrebuješ profil na LinkedInu oziroma Facebooku, prižgeš telefon in ta tvoj telefon začne na Facebooku vsem tvojim ali fanom na Facebook strani ali prijateljem v živo oddajati točno to, kar ti snemaš. Kar bi v praksi lahko pomenilo, da bi midva brez te kamere, ki jo tukaj imava, lahko prižgala telefon enega izmed naju in v bistvu to, pa sicer malce slabši kvaliteti, ampak vendarle v bistvu oddajala preko Facebooka, ne? Preko Facebooka, preko LinkedIna. To pomeni, da v bistvu vsak izmed nas, ki ima svoj Facebook profil ali pa LinkedIn profil in pa svoj v bistvu telefon, v bistvu že lahko začne svojo oddajo, v kakršni tudi mi zdaj trenutno sodelujeva. In tak podoben tip oddaje smo v bistvu začeli tudi mi. Mi pa gostimo torej uspešne podjetnike, ljudi, ki so iz sveta marketinga, ljudi iz sveta prodaje, s katerimi se pogovarjamo o različnih marketinških taktikah, tehnikah, kako da pač boljše in bolj uspešne prodaje. Zdaj govoriva tudi kar nekaj neznank, ne? Verjamem, da ne samo meni, ampak tudi našim gledalcem. Ogromno je nekih tujk, recimo ne, v tem spletnem jeziku, ampak vseeno se mi zdi, da morda je nek preskok pri teh generacijah, recimo tam nekje do 35 let, potem pa od 35 do, kaj pa vem na pamet, 45, 50, 55, sem morda rekla preveč, bi bilo pa potrebnega potem že kar nekaj učenja. Če govorim nad 50-60 let, bi pa potrebovali res že prave seminarje, da bi se naučili
rokovanja s spletom. Kako vi vidite v bistvu ta problem? A nudite tudi kaj takšnega, recimo, da se izobražuje morda populacijo ali skozi oddaje, mogoče, ne vem? Jaz mislim, da je tukaj vse odvisno od motivacije. Torej, jaz imam očeta, ki je zdaj star dobrih 70 let. Moj oče uporablja mail, moj oče meni komentira moje objave na Facebooku, moj oče komentira moje objave na Instagramu. Ampak on je pač preprosto ugotovil, da edini način, da bo on prišel in videl slike svojih vnukov in svojih otrok, je, da bo prisoten na kanalih, ki jih oni uporabljajo. Torej, moji starši imajo iz mojega otroštva in iz moje mladosti posnetih in fizično razvitih cel kup fotografij. Jaz nimam ene take slike. Kar pomeni, da moj oče zelo težko gleda take slike. Vse moje slike so na Facebooku, so na Instagramu, so na takšnih in drugačnih omrežjih. In je zelo podobna situacija, kot sem imela prej, torej za podjetji in za v bistvu potencialnimi strankami, jo imamo trenutno med mano in mojim očetom. Pa če moj oče želi gledati slike, ki jih jaz objavljam, mora on potem uporabljati kanale, ki jih uporabljam jaz. In je to bila njegova motivacija, zakaj se je on potem na koncu odločil. Jaz mislim, da ko se pogovarjajo o teh 40, 50, 60 letnikih, jaz mislim, da nekdo, ki mogoče ni toliko naklonjen nekim novitetam, bo to verjetno težje uporabljal. Ampak taka oseba bo težje sprejemala vsako spremembo, vsako novo platformo, zamenjavo telefona. Za vse druge pa se mi zdi, da vsi ti kanali ponujajo en kup nekih različnih priložnosti. Ti se lahko na Facebooku povežeš z sošolci iz svoje osnovne šole, ne glede na to, koliko si star. Jaz recimo vidim od mailov, ki jih dobivam od svojega očeta, da se on z vsemi svojimi prijatelji izmenjuje maile in si oni prepošiljajo takšne drugačne šale, zanimive, zabavne vsebine. Kar pomeni, da seveda mogoče to pomeni za tega nekoliko starejšega človeka, da mu more, ne vem, sin ali pa mogoče, ne vem, vnuk pokazati ali pa nakazati neke prve korake, ampak jaz mislim, da je vse samo stvar pač neke volje in učenja in spoznavanja nekih novih zadev, ne glede na leta. Verjamem, da se v bistvu mogoče nekdo, ki je malce starejši, malce težje v to spravi in si reče, zakaj pa jaz to se mi je pa čisto fajn. Ampak na drugi strani se mi pa zdi, da pa ogromno v bistvu pač zamuja. To je podobno kot človek, ki v bistvu pač celo življenje živi samo v Sloveniji in pravi, da v bistvu vse pa imam v Sloveniji vse, kar potrebujem. Možno. Ampak jaz mislim, da kar je saj potrebno in nujno narediti, je poskusiti pogledati čez na drugo stran, čez planke in se potem odločiti, ali je v Sloveniji vse tisto, kar v resnici rabim. Ker se mi zdi, da brez da pogledaš čez ograjo, pa to zelo težko veš. No, torej, skupno sporočilo bi recimo bilo za vas, dragi gledalci, drage gledalke, da vsi tisti, ki se morda še vedno upirate internetu, ki se upirate pametnim telefonom, dajte izkoristiti njihov potencial. Danes smo izvedeli kar nekaj koristnih informacij. Jaz sem si predvsem zapomnila tisto, da lahko pogledam, kam grem jaz, ki je tam dobro, kakšne mnenja v restauracijah najdete, ampak seveda smo slišali ogromno zanimivih informacij, torej najdete, tako da le nekaj motivacije, pa naj vam pomaga morda kakšen mlajši, pa se spravite na splet, ker ogromno priložnosti tam pravzaprav dobite, vidite, najdete. Več priložnosti kot nekih slabosti, torej več prednosti kot slabosti. No, prednosti posloviva pa morava seveda povedati še, prebrala sem, da ste pravzaprav vi bili tisti, ki ste na novo postavili oziroma renovirali spletno stran za male junake. Torej, mali junaki, tista personalizirana knjižica, celo Kardashianovi so jo dobili v dar. Kako je izgledal ta projekt? Malce se seveda pohvalite s tem, ne? Ja, dajmo reči, da če se torej pogovarjamo o najbolj uspešnih podjetjih, kar mali junaki v Sloveniji zagotovo pač so, mali junaki uporabljajo internet. In uporabljajo splet. Zdaj, težko bom rekel, da so mali junaki uspešni samo zaradi spleta in ali ne bi bili tako uspešni, če ga ne bi uporabljali, ampak dejstvo je, da ga uporabljajo in da so uspešni. Meni se zdi to že dovolj velik dokaz, da je splet nekaj, kar se splača uporabljati in ta podjetja to dokazujejo. Torej, sodelovanje z malimi junaki fajn je delati v bistvu za uspešne zgodbe, z veseljem delamo za uspešna podjetja in pač pomagamo jim biti še pač bolj uspešni. In ko so se v bistvu na nas obrnili in vprašali, ali bi mogoče sodelovali pri izdelavi njihove nove spletne strani, bil naš odgovor seveda z največjim veseljem, da lahko začnemo. Kot rezultat tega smo jim pač seveda naredili
dobro spletno stran, ki jim pač služi pri tem, da v bistvu lahko oni še lažje in boljše delajo, za nas pa pomeni to v bistvu pač odlično referenco in v bistvu pač nove projekte, ki v bistvu potem pridejo v bistvu s takimi referencami. In odličnih referenc že tako in tako ogromno imate, kar sem prebrala seveda na opisu vaše spletne strani, tako da se bi lahko še bolj pohvalili, ne? Ampak se vsi vemo, seveda ste skromni. Smo pa le Slovenci, ne? Vedno znova se to pokaže v naši krvi. Predno, ne, sva začela z intervjujem, ste bili na telefonu, ne, bova zdaj kar povedala našim gledalcem in gledalkam. Koliko povprečno na dan bi lahko rekli, da ste na telefonu? Zdaj, Vaš čas? Mi vsi imamo itak malo skrivljeno predstavo o tem, koliko časa smo na telefonu. Govorim sicer za Appleove naprave, ampak odkar je torej Apple v bistvu dal ven vtičnik, oziroma mi meri, koliko časa sem jaz na telefonu, si težko jaz sam sebi lažje mi razlagam, da sem zelo malo časa. Jaz sem bil počasih, nekaj časa nazaj, če bi me vprašala, bi rekel, da sem na telefonu v bistvu, ne vem, pol urce na dan, mogoče 20 minut. Zdaj pa meni v bistvu moj telefon pove, da sem v realnosti na telefonu 2 do 3 ure na dan. In potem vsakeč, ko grem pogledati podatke, me malce strese, pa potem, ko še pogledam, koliko od tega v bistvu uporabljam, da moram reči koristnega časa za neke klice, maile in koliko časa preživim v bistvu na nekih omrežjih za zabavo in potem si v bistvu skoraj da več ne drznim reči, da nimam časa, ne, ker vem, kam ga dajem. Tako da si mislim, da ta zadeva je tako odlično ogledalo, ki nam ga v bistvu lahko tudi tehnologija pomaga nastaviti in tako zelo realno pove, kje so podatki. Dobro ste, zdaj to jaz ne bom šla niti na svojega pogleda, čeprav mislim, da sem precej pod vami, ne, časovno. Ampak, ne, da nam bodo naši gledalci mislili, da kar zabijate čas na internetu oziroma na telefonu, na računalniku. Ste ljubitelj hribov, gora, narave? Sem pogledala, ne. Na internetu sem našla lepe fotke, tako da v prostem času torej pa radi še vedno izkoriščate naravo. Še vedno sem mnenja, da tehnologija je pač nekaj, kar nam le omogoča v bistvu pač lažje in boljše delati. Ampak na drugi strani pa se mi zdi pomembno, da se vsak izmed nas odklopi. In tle je narava zagotovo ta, ki je za te zadeve pač najboljša. Greš v naravo, greš v nek mir, na čist zrak, v gost in hribi so pač v tem primeru pač nekaj, v čemer res uživam in kamor se hodim odklapljati. Ker se pa tiče telefona, bom pa pač za svoj izgovor imel, da pa pač vendarle delujem v panogi, kjer se skoraj da pričakuje od mene, da ga veliko uporabljam in sem na tekočem s tem, kar se dogaja. Naj vam bo, lep izgovor ste našel. Takole, ne, da ne boste slučajno povezovali ljudi, ki so precej na telefonu za računalnikom, da so to potem ljudje ves čas samo v pisarnah in samo za ekrani. Tule imamo živ dokaz, torej človeka, ki seveda je in živi skupaj s telefonom, pa vendarle obožuje naravo in se tam tudi rad odklopi. Saša Palčič, najlepša hvala, ker ste bili z nami. Če bi morda še radi kaj svetovali našim gledalcem, gledalkam, tistim, ki morda postavljajo svojo spletno trgovino ali pa so se začeli malce na internet spravljati, da bodo začeli tudi tam raziskovati. Morda kakšen kratek nasvet. Jaz bom dal tako tem, ki v bistvu nočejo uporabljati sodobne tehnologije, kot tudi tistim, ki jih je strah novitet in si ne upajo v bistvu preizkusiti neke nove zadeve, da moramo biti vsi skupaj bolj pogumni. Jaz mislim, da Slovencem kot narodu malce manjka te pogumnosti in se z veseljem oklepamo zadev, kot smo jih že včasih delali. Ampak če bi vsi delovali enako, potem bi verjetno mi še vedno sedeli zdaj okrog enega ognjišča in bi midva se tlele grela ob tistem ognju iz pač polin. Dejstvo je, da se tehnologija pač premika naprej. In edini način, da bomo mi šli v korak s tem, da bomo temu se prilagajali, novo tehnologijo pač uporabljali in probali v bistvu, da nam kar najbolj pomaga ali pri povezovanju s poslom, ali organiziranju privatnega življenja, ali pa pri povezovanju z ljudmi okoli sebe. Najlepša hvala za takšen nasvet in upam, da ga boste upoštevali. Seveda, nas boste lahko tudi zagledali na YouTubeu, na Facebooku ali pa normalno seveda na televiziji, kjer nas gledate ravno zdaj. Najlepša hvala, ker ste bili tudi vi v družbi z nami, dragi gledalci, drage gledalke, in se znova kmalu spet vidimo. Nasvidenje. Adijo.